Lepo pozdravljam tudi v imenu ustanove, ki jo zastopava Znanstveno-raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti. A se sliši, a dovolj glasno govorim? Ja. Dobro. In sicer na tej ustanovi jaz skrbim za stike z javnostmi oziroma za promoviranje znanstvenih rezultatov. Zato je bila ena prvih delovnih nalog, ki ne bom uporabila izraza, da me je doletela, ampak sem jo z veseljem sprejela. Tudi promoviranje sinonimnega slovarja slovenskega jezika in to še pred izidom. Mislim, da brez pretiravanja lahko rečem, da je bila to ena od publikacij, ki je pravzaprav dvignila največ prahu oziroma je bila najbolj težko pričakovana. V bistvu še pred izidom je doživela odmev prav vseh večjih medijih in pomembnejših medijih v Sloveniji. Zdaj pa od izida minilo že pravzaprav dobre 4 mesece, šel je torej oktobra lani, 2016, in mislim, da lahko soavtorico oziroma vodja ekipe, dr. Jerica Snoj, da je lahko zastavim tudi neko tako vprašanje v zvezi z neravno s tistim stereotipnim besedno zvezo, kakšni so vaši občutki, ampak ali ste že dobili kakšne odzive od bralcev, kakšne zahvale, graje, karkoli, skratka 4 mesece po tem velikem dogodku? Torej, dovolite, da tudi jaz lepo pozdravim vse udeležence današnjega pogovora, potem pa kar kot govor, ne? Odzivov je veliko in zelo dober je občutek, ko po tako dolgotrajnem in tako zahtevnem delu pravzaprav dobiš odgovor na vse tiste dvome, vse tiste težave, kot jih je bilo treba pri tem delu premoščati, s tem, ko nekako vidiš, da so uporabniki s tem delom zadovoljni, da ga prav razumejo, da vidijo smisel tega dela. Pravzaprav je ta odziv šele tisto, kar ti pravzaprav pove, da je delo dokončano. Ker v tisti fazi, ko je bilo treba delo dati iz rok, da je moralo biti fizično dokončano, zato da je šlo v tiskarno, takrat je bilo vendarle med sodelavci še veliko skrbi, veliko zaskrbljenosti, kako bo ta stvar vendarle tekla do konca, in tudi še zelo živi so bili vsi dvomi in vsa vprašanja, ali smo to prav rešili, ali smo pri tem našli najboljšo rešitev. Delo s sinonimijo namreč ni v tistem smislu eksaktno, da bi nekako vključevalo tisti vzorec, po katerem pač stvari rešuješ na določeni način in je rešitev ena sama pravilna in neoporečna. Sinonimija kot področje vključuje zmerom tisto odprtost, pri kateri se še lahko sprašuješ, ali je v zadostni meri upoštevana tista meja zares med leksikalnim pomenom in pa pomenom v besedni zvezi. To bom najprej še večkrat omenila v pogovoru, ker je zares stališča pripravljanja sinonimnega slovarja to zelo kočljivo vprašanje. In v tem pogledu pri samem delu tako rekoč nikoli ne moreš priti do tiste točke, da bi bil s svojim izdelkom zadovoljen. Nikoli ne. In dejansko je potem to, da pač pride stvar k uporabniku, k bralcu slovarja in da od njega dobiš eno besedo, da nekaj vidi v tistem tvojem delu. Dejansko šele iz tistega razbereš, da je delo zares dokončano. In si nekako poplačan za vse tisto dobesedno mučenje pri tehtanju rešitev. In ti odzivi so lepi, če se s kvaliteto teh odzivov malo ukvarjamo, so lepi, bodisi od, recimo, kako bi se reklo, privatnih uporabnikov slovarja, ki ga gledajo res z tega stališča, kako pač kot pripadnik te jezikovne skupnosti vidiš tak priročnik. Preprosto s tem, da ti je na voljo toliko besed, ki so pač pomensko nekam umeščene, povezane s skupnim pomenom. In ko vidiš to zadovoljstvo pri ljudeh, pravzaprav nek tak resničen entuziazem v odnosu do lastnega jezika, ki ni povezan ne s funkcijo, ne s dolžnostjo, ne s iskanjem zakonodajnih rešitev, ki bi temu dale prostor, drugemu pa ne, pač pa na ravni zares zasebnega intelektualnega reagiranja na potrebo,
da smo na jezik zelo navezani in da smo srečni, če pridemo do nečesa, kar nas v tem pogledu obogati. To je bila najlepša izkušnja ob zaključku tega dela. Seveda smo pa z tega stališča, da smo bili pri izdelavi slovarja zavezani jezikoslovnim spoznanjem in da je bil slovar zamišljen in organiziran in konec koncev tudi financiran kot znanstveni slovar, da smo z tega stališča seveda tudi zelo veseli pozitivnih odzivov iz strokovnih vrst, da so pač kolegi jezikoslovci nekako sprejeli ta koncept brez, ne da bi videli v njem hujše pomanjkljivosti, je tudi to zelo veliko zadoščenje. Še zlasti glede na posebno okoliščino, da je zasnova tega slovarja, ob tem se je res treba zamisliti, da je zasnova sinonimnega slovarja prva zasnova, originalna zasnova, po zasnovi slovarja slovenskega knjižnega jezika, ki je nastala v 60. letih 19. stoletja. Torej je šlo za to, da smo zasnovo sinonimnega slovarja morali preskočiti to časovno ogromno razliko. Poskušali smo pač v našem delu vključiti vse tisto, kar je bilo v tem času v teoretičnih spoznanjih na področju leksikologije slovenistične razvito in pač dokazano, vendar je to povsem druga pesem, ko ta jezikoslovna spoznanja nekako pridejo do slovaropisja in jih je potrebno organsko vključiti v določeni slovarski koncept, ki je potem tudi resnično realiziran. Ne da obstoji samo kot koncept, ampak da postane potem tudi materializiran slovar. In tukaj je bilo tveganje veliko, zaradi tega, ker ni bilo praktično nobene opore, da bi se pravzaprav preizkušali v tem, ko se odločimo za določeno novost, ali pa niti ne samo novost, sploh tisto, kar je prikaz sinonimije kot tak, kot specifični pogled na jezik, kar je nekako narekoval. In ko smo te novosti uvajali, nismo imeli praktično nobene opore, da bi se s kom posvetovali, da bi imeli koga na voljo, ki bi kot nekako širša javnost pač temu pritrjeval ali pa naša stališča korigiral. In zaradi tega je to bilo tveganje pa ni nikoli lep občutek. In s tem, ko je pač zdaj odziv tudi v jezikoslovju pač pozitiven, smo seveda tega zelo veseli. Čestitam. Kaj pa omenili ste, ta slovar je nesporno temeljno jezikoslovno delo oziroma jezikovno delo za slovenski jezik, ki sicer zapolnjuje to veliko vrzel po razlagalnem slovarju slovenskega knjižnega jezika, potem po slovenskem pravopisu in nekako to je pravzaprav tretje temeljno delo. Omenili ste, da ste niste imeli z nikomer posvetovati, se na nikogar opreti. Kaj pa, če bi segli dlje v soseščino? Kako je v bližnji slovanski soseščini s tem? Zdaj v bistvu posegava že na področje zgodovine teh sinonimnih slovarjev, ki se niso začeli na področju slovanskega slavopisja, ampak v bistvu na zahodu Evrope. Kako je s tem, kako se kam v bistvu najprej v slovanskem okvirju, kako hitri oziroma počasni smo bili Slovenci in mogoče v drugem delu odgovora pa, če bi lahko risali malo zgodovino tega koncepta. Torej, takrat, ko smo postavljali zasnovo za naš slovar, to je bilo leta 2001-2002, smo se sistematično seznanjali s slovaropisjem v okolici, prav z tega stališča, kako so sinonimni slovari, recimo tudi za hrvaški jezik, kot bližnji, če že to sprašujete. In v bližnji okolici stališča slovanskih jezikov hrvaščina ima sinonimni slovar, ne tako star, vendar zelo preprost in za zelo preprosto rabo. Tako da se stališča koncepta in stališča pričakovanj pravzaprav nekako ni uvrščal v tiste slovarje, ki smo jih pač mi zares preučevali, zato da bi sami prišli do izvirnega pogleda na to problematiko. Tako da za hrvaščino vem, potem za druge, če so sedaj ti novo nastali južnoslovanski jeziki dobili sinonimne slovarje, ne vem, nisem tako na tekočem s podatki, ampak
nekaj lahko sklepamo pač iz tega, da sinonimni slovar, ki ima pomenske opise, ne more nastati, ne da bi bil pred njim razlagalni slovar. In glede na to, da imajo ti jeziki še težavo s tem, da tako rekoč sami sebe ustanavljajo, je malo verjetno, da bi imeli že tudi svoje razlagalne slovarje v takem obsegu, da bi imeli sinonimne. Sicer pa, če že govorimo o soseščini, ne slovanski, imajo pa recimo za italijanščino velik nabor različnih in zelo kvalitetnih sinonimnih slovarjev, tudi z izročilom, pa tudi zelo moderni s temi novejšimi pristopi. Sicer pa je pač zanimivo izročilo sinonimnih slovarjev za angleški jezik. Mislim, tam pa vidiš, kaj to pomeni tradicija, ki je zelo dolga. In takrat, ko smo pripravljali tole brošuro za promocijo tega. Ste razkrili neko zelo zanimivo dejstvo, in sicer, da avtorica prvega slovarja, ta je z leta 1000, ne vem, je prvi, ampak eden prvih, ne, iz 1794, če si prav zapomnila, je v bistvu ženska bila, ne? Tako. To je verjetno še kar izjemno. Ja, ampak ne tako izjemno. Ne tako izjemno. Ta ženska je bila gospa Linč Poci, in sicer bolj znana pod imenom gospa, zdaj se ima napisano Hester Lynch Thrale. Tako, gospa Thrale, ja. In njena vloga pri ustvarjanju tradicije sinonimnih slovarjev je zelo zanimiva na več ravneh. Če imava čas, da to omenim. Če vas zanima, jaz mislim, da je... Torej, stvar je zanimiva z več stališč. Prvič, vi ste postali pozorni, da je to delo opravila prav ženska. Zanimivo je z tega stališča, kako si je delo zamislila. To pravzaprav ni sinonimni slovar v današnjem pomenu besede, ampak stališča problematike in motiva, zakaj ga je izdelala, pa pravzaprav zelo sledi zelo pragmatičnim zahtevam, kot bi jih današnji ena skupina uporabnikov postavljala sinonimnemu slovarju. Ona se je namreč osredotočila na to, tudi v podnaslovu tega njenega dela, je pač zapisano, da je to priročnik, ki naj pomaga pri ugovorjenju izbirati primerne besede. In potem v uvodu, v nadaljevanju je tudi zanimivo, jaz sicer te podatke povzemam po zgodovini angleškega slovaropisja na področju sinonimije, ki je objavljen v Webstrovem slovarju sinonimov v izdaji iz leta 1941. To je Webstrov slovar sinonimov, ki je zelo lep kot slovar, zelo lep, in ima tudi obsežen uvod, v katerem je pač zgodovina na privlačen način prikazana, in tam je pač tudi ta zgodba te gospe omenjena in tudi lepo povzeta, prav te njene zamisli, zakaj je to delo naredila. Ona sama je tam citirana, pravi, da ne zaradi tega, ker bi se primerjala z resničnimi leksikografi, pač pa iz preproste težnje, da bi zares nekako naredila red v govorjenem jeziku, da bi pomagala, da bi prišle do izraza tiste izrazne možnosti v govorjenju. Ona se prav omejuje na izbiro besed v govorjenju, v neformalnem govorjenju, tako. In da bi pač to govorico naredila bolj uglajeno. Drugi motiv pomemben, ki ga tam prav poudarja, pa je, da zato, da bi pomagala tujcem, ki se učijo angleščine, da ne bi prišli v zadrego in delali velikih napak. Torej, zelo pragmatičen pristop, ampak zelo jasnim namenom. In z tega stališča pravzaprav zares zanimivo delo. Glede tega, da je pa bila prva kot ženska, da se je na tem področju pač udejstvovala, je pač imela tudi določeno povezavo, da je bila bližnja prijateljica slavnega leksikografa Samuela Johnsona, ki je pač 1755 izdelal razlagalni slovar, znameniti angleški, nikoli pozabljeni in nikoli prezrti.
in da je pravzaprav v tem razmerju do njega nekako branila svoje področje. In tudi želela zelo razlikovati svoje ustvarjanje sinonimijo od tistega, kar je on delal kot leksikograf pri razlagalnem slovarju, da je hotela to videti popolnoma razlikovano in kar je tudi zelo lepo v zvezi z njo, da je v uvodu tudi pokazala veliko samokritičnost, ker v uvodu piše, da to njeno delo ni vredno, da bi se pojavilo na knjižni polici, da je zares namenjeno samo temu, da bi pač se po nekih poteh ugladilo govorjenje, da bi postalo bolj uglajeno, sicer pa, da ima ta namen, da bo prav prišlo in da bo uporabljeno v prihodnjih delih, ki bodo boljša od njenega. Tako da to jo kaže pravzaprav v zelo lepi luči, da je imela tak odnos do tega, kar je opravila. Zanimivo pa je tudi, da ima v uvodu tudi navedeno razlikovanje med tem, kaj pritiče pri ukvarjanju z jezikom, kaj pritiče moškemu in kaj ženski. Ker pravi, da moški naj pokaže in naj preuči, kako je treba pisati, za žensko je pa primerno, da se ukvarja s tem, kako je treba govoriti, in sicer zaradi obilnih izkušenj. Mislim, to je pač ta Websterov slovar iz leta 1941, s tem, ko je tako dosegljiv, je zares zanimivo branje, ker je opremljen z mnogimi citati, tako da se res lahko približaš tej tematiki. Ampak zdaj ste omenili, da je oziroma sklepam iz vsega povedanega, da v bistvu je pomembna vloga pri tem igra to, da je angleščina, mislim, da je angleščina tako hitro, v bistvu tako med prvimi dobila tak sinonimni slovar, čeprav razumem, pogojno rečeno, pa vendar nek poskus urejanja sopomenk, če ravno samo za govorjenje. Verjetno je k temu vplivalo tudi to, da je angleščina že takrat bila jezik, ki so se ga učili tudi tujci, še pred velikim pohodom angleščine kot v bistvu lingve franke. In ravno zaradi tega tudi slovenščina najbrž nekoliko šepala, ker se niti še ni konstituirala v bistvu kot funkcionalni jezik takrat. Ne vem, to me pa zdaj napeljuje k naslednji misli, in sicer, kako pa je s pojavom sinonimije v jeziku, je to neka prelomna točka za to trenutek, kako se je razvila pisava, govorim zdaj v zgodovini človeštva, ali je sinonimija v bistvu nek del razvoja jezika še v tej govorjeni fazi? Jaz mislim, da je potrebno pri tem, ko premišljamo, kdaj pride do sinonimije v jeziku, čeprav se razume, da to ni ena točka in da to ni določen čas, ampak čisto načelno, kdaj pride v jeziku do te možnosti, da so na voljo različne izrazitve za določeno vsebino, da je to v neposredni povezanosti pravzaprav z duhovnim razvojem določene skupnosti. S tem, ker nekako izhodišče za sinonimijo je vendarle to, da se pojavi potreba potem, da pravzaprav izhodišče mora biti v tem, da je človek zmožen komunicirati na ta način, da posreduje različne poglede na določeno stvar. To je nekako vsebinsko in duhovno izhodišče sinonimije. Potem naslednja stopnja je, da jezikovna sredstva temu sledijo. Mislim, to zdaj zelo preprosteno govorim, ker mislim, da se tukaj pač zares bi se povezovala pač psiholingvistika in sociolingvistika, na kar se ne spoznava, ampak preprosto stališča vloge sinonimije si lahko predstavljamo, da gre za tak razvoj. In da preprosto mora se v neki jezikovni skupnosti se mora dogoditi razvoj, ki pripelje do tega, da so iznajdena različna jezikovna sredstva, ki ustrezajo artikuliranemu videnju stvari. Izhodišče pa je to artikulirano, razčlenjeno, raznoliko gledanje ene stvari. In to je tisto, kar najbrž potem spodbudi, da se tudi v jeziku to razvija.
mislim, da je to tista najbolj osnovna, najbolj temeljna, najbolj pomembna raven za nastanek sinonimije in za razvoj sinonimije. Potem drugotnega pomena je seveda pa tisto, ko pride recimo do jezikovnih stikov, pa se poleg določenega besedja pač sprejema še prevzeto besedje, ki pomeni to alternativno možnost. In v zvezi z angleščino, jaz sicer nisem anglistka, tako da me boste vi popravili, če bom kaj narobe rekla, da dejansko pri angleščini, da se pač o izbruhu sinonimije in o potrebi po temle kodificiranju sinonimije, da pride pravzaprav zaradi obilnega sprejemanja francoskih besed. To največ tudi vi poznate. Ja, mislim, da ne vem, po neki legendi 80% besedišča v angleščini iz francoščine izvira, ampak verjamem, da je to ena zelo namerna teza, ki jo Francozi širijo. Ja. No, ampak to ne bi bil pa tisti pravzaprav stališča tiste prvotnosti, kot je bila prej omenjena, to ne bi bil tisti drugotni vir, ki pravzaprav tudi pomeni to potrebo po razčlenjevanju sinonimov. Ampak sinonimija, recimo, če se zdaj postavimo eno tako pozicijo naivne opazovalke, ki nam pravzaprav pritiče, je v jeziku en zelo hecen pojav. Pravzaprav je skregana z načelom gospodarnosti, ki pravi, da obstaja za en pojav ali eno reč točno ena beseda. V čem je torej v bistvu sinonimije? Zakaj ni popolnih sopomen, zakaj ni popolnega prekrivanja? Ja, točno zaradi tega, kar ste povedali, da pravzaprav je v jeziku vsaka izrazna razlika, da pravzaprav delovanje jezika v celoti, da pravzaprav temelji na tej razlikovalnosti. Vsaka razlika v izrazu, v glavnem pač v tem pogledu na jezik moramo pač na prvo mesto postaviti govor, se razume, da govor, ne pisava, in vsaka razlika, ki jo pač jezik vključuje, pomeni tudi pomensko razliko in zato popolne pomenske enakosti ne more biti. In stališča pač leksikalne sinonimije, ki je samo ena skupina pojavov v zvezi s tem sinonimnim izražanjem vsebin, v zvezi z leksikalno sinonimijo, se pač kot povezovalna točka sicer tistega, kar je zmerom različno, kot ste vi pač zdaj hoteli pokazati, kot tista skupna točka je ta tako imenovani denotativni pomen. Tu pravzaprav ne gre drugače, kot da si pomagamo s tem modelom leksikalnega pomena in da se pač oziramo na to, da nekako podobno razumemo, kako pomen kot lastnost jezikovnega znaka deluje in da na tej osnovi pač izločimo tisto, kar sinonime povezuje. In to je zares pač poimenovanje neke zunaj jezikovne danosti, kot se odraža v denotativnem pomenu besede. Ker v bistvu niso, sinonimi so lahko po ujemanju v pomenu in pa v kontekstu, če sem prav povzela, oziroma zelo ekstremno, popreproščeno. Kako ste se, oziroma na podlagi česa ste torej ta slovar sestavljali, iz katerih virov ste črpali? Pri pomenu je verjetno to lažje, ker je to razlagalni slovar, kar se tiče konteksta, pa ste imeli verjetno različne korpuse na voljo. Ja, v resnici ste zadeli v res bistvo problema pri izdelavi sinonimnega slovarja. Ugotavljanje pomenske enakosti torej. In to vas zanima, po kateri poti smo pravzaprav presojali in sestavljali sinonimne nize. In resnično prav to vprašanje, prav to, da nekaj je, kar je tako imenovani leksikalni pomen, drugo je besedilo. Razkorak med tema dvema danostma je pač zmerom problem v slovaropisju. Ta problem ima tudi razlagalni slovar, tudi v razlagalnem slovarju, ko gre za to, da se samo opisujejo pomeni, je problem ločevanja med besedilnim pomenom in pa sistemskim pomenom. Pri sinonimnem se ta problem okrepi, ker je še povezan z ugotavljanjem pomenske enakosti. Torej, se moramo nekako vrniti k pojmu leksikalnega pomena. To je pač
seveda teoretična zamisel tega, kaj naj bi bil pomen v jezikovnem sistemu, ampak zato, da imamo neko pomagalo, s katerim lahko presojamo tisto, kar je v besedilih zmerom različno. Ker vsako besedilo pač ubeseduje enkratno vsebino. In na tej ravni ne bi nikoli prišli do potrditve, da so zares besede pomensko prekrivne, ker niso, ker ne morejo biti, če bi jih obravnavali samo na tej ravni. Zaradi tega govorimo o leksikalnem pomenu kot o sistemski danosti, to je tisti pomen, ki ga pač ugotovimo iz najbolj tipičnih besednih zvez. To je na videz zelo preprosto merilo, po katerem se pač v slovarju tudi razlagajo besede, v resnici ni tako preprosto, ker prav to ločevanje med tem, kaj je še stvar konkretne besedne zveze in tega, kaj beseda pomeni v konkretni, eni sami povezavi, nasproti tistemu, kar se pač za slovar abstrahira iz najbolj tipičnih besednih zvez, ki pač morajo v leksikografiji biti organizirane, izbrane, premišljene v skladu s konceptom slovarja. Tukaj je zmerom pač razkorak, ki ga točno ta leksikografska praksa na neki način mora premoščati. In zdaj, če vprašate, kako smo to delali za sinonimni slovar, če zelo preprosto in zelo poenostavljeno povem, za vsak slučaj moram zares na začetku opozoriti, da so to velike poenostavitve v primerjavi s tem, kako to v konkretnem izgleda, zlasti še, če ta postopek, kot ga zdaj povem, če si ga znamo zamisliti, da ga je bilo potrebno ponoviti več 10.000 krat. Skratka, izhodišče, glede na to, da smo rekli, da hočemo imeti sinonimni slovar, ki bo imel tudi razlage pomenov, ki povezujejo sinonime v nizu, glede na to je bilo edino uporabno izhodišče razlagalni slovar. To ni specifičnost našega sinonimnega slovarja, ampak vseh slovarjev. In to je tudi v tej angleški zgodovini sinonimnega slovaropisja je tudi lepo razvidno, da je pač sinonimni slovar zmerom nekako nasledek razlagalnega. Skratka, vzeli smo edini možni razlagalni slovar slovenskega jezika, to je slovar slovenskega knjižnega jezika. Potem smo dobili leta 2013 še za novejše besedje pač opis v slovarju novejšega besedja in to sta bila temeljna vira. In res jo je treba razumeti kot vira, ker dejansko je bilo potrebno vsako leksikalno enoto, tako kot je navedena in pomensko obdelana v slovarju slovenskega knjižnega jezika, jo je bilo potrebno tako rekoč razstaviti na najmanjše pomenske enote, upoštevati vse pomenske lastnosti, zato da se je na osnovi tistega potem lahko delalo primerjave z drugimi pomeni drugih leksikalnih enot. In to na popolnoma pomenski ravni, na ravni samega razčlenjevanja pomena. Poleg tega pa popolnoma tehnično je bilo potrebno slovar slovenskega knjižnega jezika tudi predelati stališča evidentiranja leksikalnih enot. Sinonimni slovar namreč enakovredno pojmuje kot leksikalno enoto enobesedno in večbesedno. Mislim, sinonimi so lahko babica in stara mama, oboje enakovredno, s preprostim primerom povedano. V slovarju slovenskega knjižnega jezika pa seveda te večbesedne leksikalne enote so nakazane, niso pa razložene in tudi ne na vseh mestih tako razvidne, da bi jih lahko za naše pomenske primerjave kar uporabili. Poleg tega gre še za popolnoma te slovnične konverzije, pač po slovnični poti narejene in tvorjene leksikalne enote. To so izdeležniški pridevniki, posamostaljenja, s tem, da v slovarju slovenskega knjižnega jezika je to zares samo nakazano kot oblikoslovna kategorija pravzaprav. Deležnik je samo prikazan kot geslo, s tem, da se razume, da ima neko pomensko povezavo s tistim zgoraj.
katera je ta pomenska povezava in v kateri leksikalni pomen se razvije, je pa posebna zgodba. Tako da to gradivo v SSKJ je seveda bil nepogrešljivi vir, ki pa ga je bilo potrebno potem za potrebe ugotavljanja sinonimije, ki ga je bilo potrebno čist pod posebnimi pogoji predelati. To je bilo stališče ugotavljanja pomenskosti, potem pa, kot ste vi predvideli, še kontekst. Do določene mere je pravzaprav vsaj na tej strukturni ravni, kolikor gre za te skladenjske vzorce, v katerih se določeno sinonimno razmerje potrjuje, je pravzaprav slovar slovenskega knjižnega jezika odličen. Mislim, to se v stališča te leksikografske dejavne prakse se kaže popolnoma drugače kot stališča ocene, da je sicer po besedju zastarel. Ampak ko gre za to, da iščeš utemeljitve za pomenske razlike, je pa pravzaprav neprekosljiv. In tako da na tej čist strukturni ravni, bi se reklo, kar se tiče slovnice in skladnje, smo pravzaprav v slovarju slovenskega knjižnega jezika imeli že veliko, pravzaprav vse glavne podatke. Potem je šlo zares samo za to raven leksikalne družljivosti, katere besede so raje skupaj, malo otroško povedano. Zato je pa seveda bilo potrebno se posvetovati s korpusom. Gigafida. Gigafida je pač najobsežnejši in se je nekako v tem okviru izkazal za najbolj uporabnega. S tem, da ko smo začeli delati sinonimni slovar, tega korpusa še ni bilo. Takrat je na inštitutu bila dostopna ta slovarska zbirka Nova beseda, ki je do določene mere tudi že vsebovala novejše besede, vendar tako kot tudi v sedanjosti noben od slovenskih besedilnih korpusov ni prilagojen in ni oblikovan glede na potrebe leksikografije. Je to še zmeraj nekako sekundarno in seveda, ker nimamo drugega, moramo to uporabiti, ni pa to zares, da bi bilo prilagojeno tistemu, kar bi slovarnik potreboval. Kako pa je to vaše delo preverjanja sinonimije potekalo v skupini? Namreč, vi ste vodili ekipe, mislim, da se zdaj spodobi omenče gospoda Martina Hlina, Branko Lazar in Zvonko Praznik, ki so tudi tvorili to, oziroma tvorijo to četverico sinonimnikov, uradno pomenovano. Kako ste si razdelili delo? Je šlo to po področjih, po besednih vrstah, ne vem, da sprašujem neumnosti, pa vendar se mi zdi, da je morala biti neka organizacija tukaj. Ne, sploh ne, mislim, to je pomembno vprašanje in zares lepo, da ste poudarili, to je bilo kolektivno delo in še bi bilo potrebno poudarjati, da takega dela ne more opraviti en sam. V sodobnem individualizmu, ko je dejansko vsak najraje kralj vsega, kar ima, je pač to posebna zahteva, da se skupina tako ujame z določenim konceptom in da si enakovredno prizadeva za to, da se določenemu konceptu sledi. In z tega stališča mislim, da smo bili pravzaprav idealna skupina, ker sicer ne bi tega dela zmogli. Delitev dela pa je bila taka, da smo si razmeroma enakovredno delili popolnoma vse. Že pri nastajanju zasnove je pravzaprav mogoče bilo malo več tega teoretičnega znanja z moje strani, ampak stališča preverjanja v slovarskih rešitvah smo pa pravzaprav bili ves čas vsi štirje zelo angažirani in tako rekoč edini kapital, ki smo ga imeli v zelo slabih razmerah tedanjih 2001, je bil pravzaprav leksikografske izkušnje iz slovarja slovenskega knjižnega jezika. To, da smo vsi štirje bili uredniki pri slovarju slovenskega knjižnega jezika, to je pravzaprav v temelju omogočilo, da smo lahko izdelali in zasnovo in da smo si potem delo naprej organizirali na tak način, da je pravzaprav v rezultatu bilo razmeroma enotno. Glede na to, da je bil cilj slovarja, da
da zna povedati, za sinonimni slovar je zelo bistveno, da zna povedati, kaj vključuje. In za naš slovar vemo, da vključuje vso sinonimijo, kot je bila razvidna v teh pogojih, kot je razvidna iz slovarja slovenskega knjižnega jezika, slovarja novejšega besede in še nekaterih slovarjev. To je zelo pomembno, da se postavi ta meja. In v skladu s tem ciljem, da bo v slovarju vse to prikazano, smo si potem tudi delo razdelili zelo preprosto, zdaj s tem, ko je slovar dokončan, lahko to poslovno skrivnost razkrijem, da smo se dejansko količinsko zavezali, ker je bilo potrebno postaviti tudi normo, koliko naj bo vsak dan narejeno, zato da smo predelali ves SSKJ od prve do zadnje strani. In smo preprosto po prvi izdaji SSKJ smo si preprosto delili obsegovno, dokam bo po črkah in po straneh. In potem smo si zadali za cilj, da do tega in tega dne mora biti ena črka obdelana do konca. In potem smo se preganjali, če kdo tistega roka ni dosegel in smo se jezili nanj. Hkrati pa smo vedeli, da smo samo štirje in da bomo točno samo mi štirje naredili popolnoma vse, tako da ta spor ni smel biti hud. In po tej poti smo pač zares do konca 2015 obdelali cel slovar slovenskega knjižnega jezika. Kdaj se je začelo svetati, koliko gesel, koliko sinonimnih, v bistvu geselskih sestavkov bo v tej knjigi, več kot 75,000 jih je to načrtovali? To smo neverjetno pravilno predvideli, s tem, ko smo na začetku dela pač testirali razmerje med obsežnostjo besedila in številom slovarskih sestavkov SSKJ in tem, kaj je to po našem konceptu prineslo v našem slovarju in dominantnih sestavkov in kazalčnih iztočnic. In začuda, mi smo vse to delali brez programa, to moram povedati, zaradi mlajših, ki se jim zdi to popolnoma nemogoče. Ni bilo slovarja slovenskega knjižnega jezika na spletu in ni bilo vnašalnega programa za naš slovar. Mi smo si pri postavljanju zasnove smo si samo zamislili, da bi lahko bil tak vnašalni program in idealistično verjeli, da bo inštitut pravkar do tega programa prišel in se bo naše delo lahko fantastično razvilo. Ja, ampak 10 let po tistem, ko je bila zasnova že objavljena s tem namenom, da bi prišlo do strokovne kritike. V zvezi z organizacijo bi rada še to povedala, da seveda ni šlo za to, da bi samo vsak individualno potem tisti svoj del delal. Potrebno je upoštevati, da je področje sinonimije za slovenski jezik popolnoma neraziskano in nas v resnici srce boli, ker sedaj s tem, ko je slovar narejen, se dejansko šele odpira možnost za res jezikoslovno raziskovanje sinonimije. Doslej to sploh ni bilo mogoče. In zaradi tega je bilo nerešenih vprašanj, kako v slovarju katero problematiko pokazati, ogromno. No, to sem že na začetku pač povedala, da je to bilo tveganje, kako upoštevati in novejša teoretična spoznanja in se vsem tem nekako tako zasukati, da bo za slovar prav. In zaradi tega so bili potrebni sestanki, na katerih smo brezobzirno kritizirali drug drugega in potem zares doživljali, se patetično sliši, ampak najbolj koncentrirano obliko sreče, ko smo nekako vsi štirje ugotovili, da je pravzaprav rešitev taka, da nam ustreza. Mislim, to je pa zares tako profesionalno, ozko vezan užitek, da razumem, da ga mogoče ne morete razumeti, pa še vezan res na kolektivno delo. Tega, če samo zmerom sam delaš, pač ne moreš doživeti, kako je to, ko potrditev za svoje prizadevanje, ki ga ne moreš sam popolnoma realizirati, dobiš s tem, ko se pač ljudje povežejo in skupaj poiščejo rešitev. To so kar zastareli koncepti danes slišijo, ravno v luči tega. Ja, ampak če gre za jezikovne stvari, če gre za stvari v zvezi z jezikom, potem ni druge možnosti.
Kaj pa z digitalizacijo? To je zdaj eno zoprno vprašanje, oziroma vprašanje, ki ga povzemam verjetno iz ust marsikoga, ne mogoče tukaj sedečega, ampak marsikoga od tistih, ki so se pridušali nad tem na družbenih omrežjih in tako naprej. Kdaj digitalna različica že nastaja in zakaj v bistvu niste je že v začetku začeli pripravljati? Torej, avtorji smo pač presenečeni nad tem, da se nam pripisuje, da ne bi vedeli, da je spletna različica bolj uporabna kot tako težka knjiga. In v resnici vemo, da stališča praktične uporabe, ampak moramo vendarle tudi pripomniti poenostavljene rabe slovarja, da je spletna različica nenadomestljiva. Stališče naše odločitve, da smo želeli, da je slovar tudi v knjižni obliki, pa je potrebno upoštevati, da 2001, ko se je zasnoval ta slovar, preprosto ni bilo tega ozračja, da je tako rekoč spletna izdaja edina možna in da nobena druga ni mogoča. To dan današnji težko še vidimo to situacijo, ampak to je takrat bilo. In kot sem rekla, takrat niti vnašalnega programa nismo imeli, kaj šele, da bi se spletna izdaja kazala kot edina možna. Poleg tega je to prvi slovar te vrste za slovenski jezik in z tega stališča se nam je vendarle avtorjem od vsega začetka zdelo bistveno, mislim, to smo tudi jemali kot posebno odgovornost, da s tem slovarjem pravzaprav plasiramo v slovenski prostor in uporabnikov in jezikoslovje neko pojmovanje sinonimije. Ker s tem, ko za slovenski jezik ni bilo specializiranega slovarja, pač tudi pojmovanje sinonimije je ostajalo nekako bodisi na popolnoma teoretični ravni, ali pa na taki, da si pravzaprav vsak od nas nekako po svoje zamislil, glede na vzore v tujih slovarjih, kaj bi naj bil sinonimni slovar. In z tega stališča se nam je zdelo pomembno, da ima slovar uvod, v katerem so pač pojasnjena ta konceptualna izhodišča in pa, da tudi s to vsebinsko zaključenostjo, tudi koncept sam je zares tako narejen, da pravzaprav zahteva, da se stvar gleda v celoti. Da pravzaprav ne moreš si bistva te zasnove zamisliti, ne da bi bil slovar v tem obsegu dokončan. Mislim, to, da manjkajo posamezni sinonimi, to je pač drugo poglavje, da niso sinonimni nizi popolni. Ampak stališča koncepta pa nekako stvar mora biti od A do Ž in pač v tem obsegu, kot smo rekli, slovar slovenskega knjižnega jezika. In zaradi tega smo si želeli, da ta stvar izide v knjižni obliki. Tudi ne glede na to, da imamo različen odnos do spleta in da smo tudi recimo preprosto rečeno generacijsko različni v tem, koliko smo na ta medij vezani. Ne glede na to, stališča kompleksnosti predstave v določenem delu je vendarle razlika, če imaš dostop do slovarja s tem, da iščeš tisto, kar že poznaš, kar je pravzaprav edina možnost pri spletni izdaji, skoraj pri vseh spletnih izdajah, ali pa, če imaš možnost z neko predstavo vendarle zaobjeti tudi določeno stvar v celoti. In z tega stališča pravzaprav knjiga vendarle ni odveč. Mimo grede pa, pol za šalo, pol za res, a ne bi bilo škoda, glede na to, da je ta vsebina tako zanimiva, da ne bi tudi take lepe knjige dobili. Se strinjam. Jaz rada berem taki slovarji, ampak mislim, da je to precej čudaško od mene. Se sem rekla, sem povzela graje, na katere sem naletela na omrežjih. Vsi smo bili na to pripravljeni še pred izidom in pravzaprav smo se bali tega, da bo to, ko se je potrebno pravzaprav opravičevati, da je knjiga, smo se bali, da bi pač ta pogled nekako tudi pri višjih instancah zmagal, tako da naša sreča ob pogledu na tega velikana je tudi v tem pogledu bila velika. Omenili ste, da ste vsi pravzaprav v tej delovni ekipi prej delali kot uredniki pri slovarju slovenskega knjižnega jezika. Kaj vas je gnalo, oziroma kaj vas osebno navdušilo za sinonimijo? Pri tem mogoče ni odveč poudariti dejstva, ki vsaj mene osebno zelo fasciniralo, in to je, da ste vi
pravzaprav po koncu srednje šole kolebali med, oziroma ste se čisto resno usmerili že skoraj v študij matematike. Kako je to povezano? A je to sploh tako povezano? Katerakoli veja matematike in jezikoslovja oziroma sinonimija? Ja, jaz mislim, da je zelo povezano in če nekako vase pogledam, mislim, da sem prav po tej poti nekako našla zadoščenje v slovaropisju. Kakor se to nenavadno nekako sliši, ampak ta potreba po tej abstraktni predstavi, kaj je leksikalni pomen, ta potreba te pravzaprav po neki poti mora pripeljati do tega, da sploh v tem jezikovnem opisu, da pač stremiš tej abstrakciji in da pravzaprav v jezikovnem opisu vendarle na eni abstraktni ravni vidiš pač igro teh abstraktnih kategorij, ki omogočajo, da se potem ta konkretna poimenovanja povezujejo z vsebinami, o katerih jezik lahko sporoča. Ampak za vsem tem preko slovnice zlasti, slovnica je seveda temelj vsega tega, potem pa tudi ta urejenost in sistematičnost poimenovalnega sistema in ta prepletenost vendarle deluje na eni popolnoma abstraktni ravni. In to je zelo podobno tistemu, kar je v matematiki. In ne vem, jaz čutim neko slast v tem, da tisto predstavo iz matematike, seveda srednješolske, potem se nisem več ukvarjala z matematiko, ampak v gimnaziji me je nekako navduševala ta predstava, da sem se dokopala do tega, da gre v matematiki pač za igro abstraktnih količin. Neskončno igro, ampak zares abstraktnih količin. Do tega recimo mi je uspelo v gimnaziji se dokopati in ta predstava mi je bila draga, ker se mi je zdelo, da mi zares nekaj pove o nečem na tem svetu. In potem, ko sem v leksikografiji skozi to mukotrpno, rutinsko leksikografsko delo prišla do te možnosti, da sem to odkrila, se mi zdi, da sem zares poplačana za vse, kar sem se s tem delom prizadevala. In v tem pogledu je bila zelo pomembna izkušnja pri slovarju slovenskega knjižnega jezika, to, da sem pač bila pritegnjena v tisto fazo, ki se je takrat reklo tehnično usklajevalni pregled. To je bila faza, v kateri je bilo potrebno dokončane slovarske sestavke kontrolirati z popolnoma tehničnega stališča, da tehnično, da so bili v skladu z dogovori, kako se pač kaj prikazuje. Neke vrste tehnično lektoriranje slovarskega sestavka. In to je bila velika sreča, da mi je bilo dopuščeno, da sem to delala, da sem bila v to pritegnjena, ker takrat sem začela iskati povezave med to formalno zgradbo in tem zunanjim videzom slovarskega sestavka s temi pravili, kaj mora stati na katerem mestu, med tem in pa zares med tisto abstraktno pomenskostjo, ki jo mora slovar opisati. In to mi je bilo zelo zanimivo in v tem sem res uživala in še zdaj uživam. In če ostanemo še malo na polju abstrakcije, ali obstajajo jeziki, ki nimajo, oziroma ki še nimajo sinonimov? To me je od nekdaj zanimalo, oziroma prej, ko ste omenjali, da v bistvu se sinonimi na neki evolucijski stopni razvoja jezika pojavijo. In zdaj, če pač vemo, da obstajajo jeziki, ki živijo samo oziroma obstajajo samo v govorjeni obliki, najbrž obstajajo tudi jeziki, ki nimajo sinonimov. Ne vem, jaz nisem preveč podučena o tem splošnem jezikoslovju in o teh gledanjih, ampak moja preprosta predstava je, da se tega nekako ne da prav pozitivistično ugotoviti, na kateri stopni pride do tega. Kdaj še ni sinonimov, pa kdaj potem so. Pač tako, kot smo že prej rekli v zvezi s tem, da je pač to povezano s tem razvojem te pravzaprav duhovne razčlenjenosti, ki je nekako znana v določeni jezikovni skupnosti. In da glede na to, da je tudi vse to premišljanje v zvezi s sinonimi,
da je pravzaprav tako zelo vezano na razmeroma visoko stopnjo premišljanja o jeziku. Sej tisti jezik, ki samo rabi sinonime, pa ni popisan ne v slovnici, ne v slovarju, se ne zaveda tega. Ne? Tako da mislim, da je pot do tega, da bi poskušali ugotoviti, v kateri točki pride do tega zavedanja, da ima pač govorec na voljo različne, da je to tako rekoč neodgovorno. Ampak to je laično mnenje, mislim, če bi bil tukaj kdo iz splošnega jezikoslovja, gotovo so tudi v tej zvezi že teorije, ki jih ne poznamo. To je najbolj podobno vprašanje, kdaj se je jezik razvil, na kateri točki. Ja, zelo v tej zvezi. Podobnega, ja. Kako pa je, a so nekateri, bom pa tako vprašala, podobno vprašanje, pa vendar malo drugačno, a so nekateri jeziki bogatejši s sinonimi kot drugi? Pri tem merim na slovenščino kot enega od slovanskih jezikov, ki so nekoliko drugačni po svojem ustroju od recimo germanskih ali romanskih. Z angleščino ste že omenili, da je bogatela tudi ob stiku z drugimi jeziki. Za slovenščino pravzaprav velja nekaj podobnega, le da je bila vendarle vedno v tem podrejenem položaju. Ste kdaj kaj razmišljali o tem, oziroma je to neko vprašanje, ki pravzaprav vas zanima? Mislim, da je spet v zvezi s tem, kar smo rekli že o nastanku sinonimov, sploh o pojavitvi sinonimov v jeziku, pa o tem, kako se razvijajo. Ne? Da sem spada pač še to vprašanje. Ne? In mislim, da je tudi na neki način neodgovorljivo. Ne? Sploh, ker si je zares treba priklicati v zavest, da je tudi naša predstava o tem, koliko je sinonimov, da je pravzaprav zares preprosto vezana na to, ali jih vidimo takole zbrane, ali pa recimo na izjave posameznih prevajalcev ali pa recimo piscev v določenem jeziku, še najbolj verjetno pisateljev, ki se včasih tudi formulirajo na tej ravni, da se reče, ja, v tem jeziku pa težje pišem ali pa v ta jezik težje prevajam, ker nima zadosti sinonimov. Mislim, to je izjava, ki nekako ni v skladu s tem, da pravzaprav vsak jezik nekako ima na voljo vsa sredstva, da z njimi pove vse, kar se v zvezi s tisto jezikovno skupnostjo dogaja in kar se da v besedi. Ja, to je podobno izjavi pevcev, da raje pojejo v angleščini, ker se da več izrazov povedati v tem jeziku, recimo. Kako pa je, če se v bistvu z te splošne ravni usmeriva v slovenščino, katere besedne vrste imajo največ sinonimov? Je to vprašanje, ki je bolj umestno? Stališča specifike enega jezika. Ne, stališča slovenščine. Slovenščine. Mislim, da pridemo spet tudi pri tem vprašanju na to načelno raven in da so razlike med besednimi vrstami po količini sinonimov z tega stališča, kjer vrste je pač pomen določene besedne vrste. In pri teh slovničnih besedah veznik, predlog, recimo, je pač tega zelo malo, ker so v glavnem samo časovno označeni ali pa narečno označeni. Pri pridevniku, pri slovu, glagolu je pa teh sinonimnih možnosti več in to je nekako v zvezi z naravo teh besednih vrst, da so pač namenjene za ubesedovanje vsebin, ki vključujejo te pojme ocenjevanja, vrednotenja. Recimo pri pridevniku pač gre za to, da je pač prvotno namenjen ubesedovanju lastnosti in ponavadi zares, ko se, če zdaj gremo iz jezika ven, pravzaprav v te ubesedovalne potrebe, da nekako zlepa nismo zadovoljni s tem, kako katero stvar označimo. In to je spodbuda, da nam tudi jezik ponudi
za te primere več sinonimov. Ali pa recimo za prislove, ne? Tako kot se zdaj tudi vidi v slovarju, v tem, ki so tudi v časopisu že pisali prislov zelo, recimo, ne? Ki ima več kot 200 sinonimov. Ne? Pač ni dovolj, jezik ni zadovoljen s tem, da bi imel malo besed za neko zelo visoko stopnjo dejanja, stanja in zaradi tega pač razvije veliko število sinonimov. Tako da to je vendarle bolj v povezavi s tem splošnim pomenom določene besedne vrste, kot pa specifiko jezika. Kakšno prihodnost napovedujete temu slovarju, oziroma bom vprašala zelo nesramno, kdaj bo zastarel? Ja, jaz mislim, da stališča tega koncepta nikoli. Če se bo pač ocenjeval z tega stališča, kaj je kot tak, kar se mi zdi recimo bistveno stališča ocenjevanja in presojanja, da pač stvar vidiš v skladu s tistim, kar ima namen biti in kar je, pravzaprav ni razloga, da bi zastarel. Z osnovo smo izrazito zadovoljni prav zato, ker dopušča, da se pač sinonimi dodajajo in tudi kar je tega sistema, ki je namenjen razločevanju med sinonimi, pač poenostavljenemu in prilagojenemu slovarskemu prikazu, ta sistem se tudi lahko prenavlja, če bodo potrebe in raziskave pač to pokazale, da ta ne ustreza več. Sicer pa s to vsebino, kot je, pravzaprav ne bo zastarel. Se bo posodabljal na tem nastavku? Tako, temu je namenjen. To sem mislila, v bistvu so že kakšni načrti, ne vem, Ja, so seveda. kot rastoči slovar, SSKJ3 in tako naprej. Mislim, ta ima zdaj pravico postati rastoči slovar, zato ker že je slovar. Ne? In naj raste od tega naprej. Ne? Vsakemu slovarju mi ne bi dali te pravice. Ne? Mora najprej nekaj biti, zato da potem raste. Ne? In drugače pa sinonimi se dodajajo za spletno izdajo. Spletna izdaja se že pripravlja in 2018 naj bi bila dokončana in bo vključevala še dodatne sinonime, potem pa tudi poseben pogled, poenostavljen, za vse tiste, ki sovražijo slovnico in vse oznake. Tudi tistim bo ustreženo, da pa ne bomo avtorji sinonimnega slovarja obdolženi, da ne omogočimo tistega, kar siceršnje zbirke sinonimov na spletu omogočajo. Torej, v spletni izdaji bo tudi poenostavljeni pogled, ki bo omogočal pregled samo nad sinonimi. Za telebane. Tako, pa še druge izboljšave bodo, ampak vsega nekako ne smemo danes razkriti. Ja. Pa vendar, mislim, da je zdaj čas, da dovoljiva še občinstvo zastaviti kakšno vprašanje. Torej, če vas zanima še kaj, če bo doktorica Jerica Snoj smela odgovoriti, vam bo z veseljem odgovorila. Ja, prosim. Jaz bi mogoče imel eno vprašanje. Rekli ste, da bo to zdaj rastoč slovar. V kakrem smislu? A se boste navezovali na SSKJ3, ki nastaja, ali mogoče razmišljate o vključevanju še kaj drugega, ne vem, mogoče narečnega izrazja? Torej, rastoči v tem smislu, da se bo dodajalo vse, kar bo ugotovljeno, da je sinonim v okviru tega prikaza, da se pač prikaže v okviru knjižnega jezika, potem pa razmerje do tistega, kjer se bo pač tak sinonim našel. Ne? V tem smislu rastoči. Iz česa boste pa izhajali zdaj? Ja, iz pomenskih opisov, v glavnem, kot jih bo prinašal novi razlagalni slovar. Mislim, ta navezanost na razlagalni slovar je pač pri tem konceptu nujna. Malenkostno mogoče, ampak v zanemarljivi količini se lahko delajo izolirane pomenske analize samo z tega stališča, da se pač določena stvar uvrsti v sinonimni slovar. V glavnem pa slovar pač gre za razlagalnim slovarjem. Sicer je pa bilo na začetku dela, je bilo testno
preučen tudi en del gradiva, besedilno različnega, iz različnih besedil, da smo s tako ročno in natančno ekscepcijo pravzaprav preizkušali, koliko je zares nove sinonimije, ne na ravni teh iskanja ustreznic iz angleščine prevzetim poimenovanjem in podobnega s to konkretno predmetnostjo, da pride pač nov industrijski izdelek ali pa nova jed ali kaj takega, ampak zares sinonimije na tej ravni splošnega besedja. In dejansko tega ni veliko. Kaj pa narečni izraz ali pa slengovski? Zaenkrat je pač vse to bilo vezano na filter knjižnega. O tem se premalo ve, ampak dejansko tudi v slovarju slovenskega knjižnega jezika je bila močna in pomembna postavka, da se, kar je govorjenega jezika, da se sprejema samo stališča tistega, kar je zastopano v knjižnem jeziku. Izjem je bilo malo. SNB pa je slovar novejšega besedja. SNB od tega odstopa, ampak ne zelo. Drugače je treba pač vedeti, da je to, da bi bil govor izhodišče za slovar, mislim, to je sicer v drugih slovaropisih je že uveljavljeno, ampak težko dosegljivo in zlepa ne omogočeno v tolikšni meri, da bi to bilo enakovredno knjižnemu gradivu. No, tu lahko jaz en vic povem. Zelo, ne? Ima tukaj ogromno sinonimov, ampak nima pa mal zv, to je pa mal zv. Korenci pravijo zelo, ne? Mal zelo, preveč, ampak je pravi mal zv. Ampak to čisto rešilo. Ja, slovar ima utemeljitev tega pač, da prav dešifriramo to uganko, kaj je in kaj ni v slovarju. Tega ni napisal noben korenski pisatelj. Če bi ta zveza bila v Finžgarju, Finžgar ima popolni izpis za slovar slovenskega knjižnega jezika, če bi on to večkrat napisal, bi zanesljivo bila tudi ta v slovarju. Njemu se bo to potožiti. No, jaz sem imenovala Finžgarja, ker recimo ker je nekaj gorenskih besed preko njega. Lahko tudi kateri korenski pisatelj drugi. Prosim. Še kakšno vprašanje? A ste si že ogledali, kaj ste, če mi zvodili ogled? Smo si tlele dobili. Ja. Pa dali si po zniženi ceni, 80 €, ne, tako nekaj. A mogoče, če da ste malo naprej, da kroži. Ampak ti lahko to letimo na stran. A pa morda kakšni odzivi od kakšnih? Tu je ljudje, ki zaučijo slovenščino, da že recimo ga uporabljajo ta slovar. Tako kot mi recimo vrstamo potovali, si na nekih angleških pogledamo, kjero besedo bomo uporabljali, zdaj te ljudje, ki zaučijo slovenščino, bodo tle vrstamo razumeli, že? Zaenkrat pač ne morem navesti nobenega takega odziva, ampak gotovo bodo. Sem pa bila deležna zelo lepega odziva ene gospe prevajalke, ki je pač povedala, da ko je zagledala to knjigo in jo poskušala prijeti, da je bila neznansko jezna nanjo, da jo je hotela kar stran vreči, ker kako bo to uporabljala, ker je tako težko. Potem, ko je pa pogledala, kaj je v njej, da si je pa preskrbela dodatno mizico, zato da ima to knjigo na dodatni mizici in zmerom pri roki. Drugače, avtorji si pač želimo, da bi se to delo čim bolj uporabljalo in zares tudi, da bi se pač v skladu s konceptom tudi dopolnjevalo, zaradi tega, ker to je bilo zares dolgotrajno, obsežno delo in škoda bi bilo, da bi prišlo do take
takega zaostanka, kot se je zgodil pri slovarju knjižnega jezika, da bi se to vendarle posodabljalo čim bolj tekoče. Je pa bil to v bistvu, kar mislim, da najbolje prodajena knjiga pri založbi za v lanskem letu. Lahko bi rekla knjižna uspešnica. Res. Mislim, glede na glede tako, na splošno, da se prodajo knjig v Sloveniji, vrtoglava številka. Še ena utemeljitev za to, da je bila odločitev za knjigo primerna in da je bilo prav, da je oblikovalec imel priložnost izdelati tako lepo knjigo. Kljub temu, da ni zeleno barvo označeno, kot ste najprej, če se ne motam, si zaželeli. Ja, pač to oblikovanje dela kot takega grafično je pravzaprav ni tako nedolžna stvar, če se nekako sledi temu, kaj naj bo v slovarju bolj pokazano. Tega dela je bilo zelo veliko. Sedaj se to pravzaprav ne vidi, ampak teh eksperimentiranj od tega, zdaj pač kolegica se spominja, da smo si avtorji na začetku zamislili, da bi tisto, kar je sedaj pri sinonimih označeno z rdečim za lažno berljivost, da smo si zamislili v zeleni barvi in da smo bili kategorično proti rdečim. Potem se je izkazalo pri vseh teh različnih preizkušanjih, da je pravzaprav rdeča veliko bolj primerna in pravzaprav zdaj v skladu s platnico tudi zares lepa. To je pač mnenje avtorjev in nekako zadovoljstvo nam je, da se je oblika tako prilagodila vsebini. Ste mogoče že kaj razmišljali o slovarju Antonina? Seveda smo. To je drugo področje, ki je zelo neraziskano, teoretično kolikor toliko, z leksikografskega vidika pa ne. In tudi v sinonimnem slovarju sicer so antonimi tudi navedeni, ampak v zelo omejenem obsegu, prav zaradi tega, ker nekako temu področju ni bilo mogoče nameniti tolikšne pozornosti, pa tudi koncept kot tak ni dopuščal, da bi se antonimija na tak način definirala, da bi bila kompatibilna s tem konceptom. Zato smo pač ostali omejeni na ta nasprotnostna razmerja, medtem ko vseh teh različnih vrst protipomenk pa pravzaprav nismo mogli vključiti. Tako da to je možnost, da bi pač tak slovar nastal posebej, ali pa da bi se ta koncept nekako razširil, da bi tudi antonimijo v večjem obsegu prikazoval. Še koga kaj zanima? Mislim, da... Potem pa mislim, da lahko proglasimo ta večer oziroma ta pogovor zakončan oziroma ne se težišče pogovora premakne bolj v neformalne vode. Najlepša hvala, gospa dr. Jelica Snoj, za vse zanimive in izčrpne odgovore in hvala tudi vam za pozornost.